Kot vidite, smo se danes kar veliko število zbrali tukaj na Mestnem trgu, da izrazimo svojo podporo zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih. Novela nikomu nič ne jemlje, mnogim daje tiste pravice, ki bi jih že mogli imeti, to je pravica do ljubezni, pravica, da so enaki pred zakonom, pravica, da so enakopravni član naše družbe in upamo, da bomo v Konicah pokazali, da smo strpno, napredne in svobodomiselno mesto in kraj, ter da naši sokrajani in sokrajanke razumemo tiste, ki so isti kot mi, samo mogoče imajo radi koga drugega. Vesel sem, da se nas je zbralo v tokem številu. Prepričan sem, da je to dober pokazatelj, da bomo v nedeljo na referendumu uspeli, predvsem pa, da pokažemo pravilno sporočilo in sicer, da so Konjice odprto mesto in da je pri nas prostor za vse ljubezni. Bo pa še kolegica Maja povedala par stvari, žal je zamudila na fotografiranje, bo pa zato še kar sama eno izjavo dala. Ja, hvala lepa. Jaz sem vsekakor za, tako da vsi, ki imate čas, idite na referendum, volite za, ker je res čas, da smo vsi enaki pred zakonom, da imamo vsi enake pravice in zakaj bi mogli biti drugačni, če ljubimo nekoga drugega, tako da jaz sem za, vsi smo za. Smo tukaj predstavniki 4 različnih svetniških skupin, praktično vse levo od centra bi lahko rekli, predvsem pa združeni z razlogom, da povemo, da so Konjice napredno mesto, ne zadnjaško. Kot eden od članov občinskega sveta z neodvisne strani ali pa bi rekel bolj z tiste strani, ki se vrti naprej, ne pa nazaj. Jaz sem vesel, da nas je res danes tukaj in da bomo uspeli še mogoče kakšnega dvomljiveža prepričati v to, da se splača iti na referendum in pokazati tudi, da so Konjice dejansko, tako kot je Jernej rekel, mesto, ki se vrti naprej, ne pa nazaj. Ljudje smo pred zakonom enaki in je prav, da imamo vsi enake pravice in želel bi, da, ko se bo še tale teden, tale kampanja odvijala, se omejimo zgolj na tisto, kar je vsebina tega referenduma in sicer ali se lahko istospolni pari poročijo ali pa ne. Vse ostale zadeve pa dajmo na stran ali pa jih prepustimo tistim, ki imajo izkušnje na tem področju, se pravi, da so sami doživeli kakšne stvari, ki so bile neprijetne in razumejo, zakaj nekatere stvari niso tako enostavne, kot jih nekateri poskušajo prikazati, da so negativne. Tako da, dajmo se omejiti na to, da lahko ljudje sklepamo individualne pogodbe po prosti izbiri, brez omejitev in da je to tema tega referenduma in da želimo, da se vrtimo naprej.